Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je popotnik, podjetnik, pisec, youtuber in sam si dam dovoljenje, da ga poimenujem tudi humorist, kajti mnoge nas spravi v smeh, v dobro voljo, z nekaterimi svojimi videoposnetki in sam čutim, da je humor danes zelo pomemben, saj razbremeni človekov skisan ki je poln slabih misli in skrbi. Moj današnji gost ni nihče drug kot Tomaž Gorec. Tomaž, živjo. Živjo, hvala za povabilo. Je bila pot dolga iz Dolenjske do Zasavja? Jaz se rad vozim, to je tudi pot, ki jo ne grem velikat, in tista, ki ne grem velikat, se še to krajš vozim, tako da mi je bilo čisto prijetno tukaj čez Bogenšperk, pa dol v Litijo, pa po dolini, tako da... V bistvu prvo vprašanje, veseli me, da imata ti in moj dedek nekaj skupnega. Ja, kaj pa? To, da sta obala začela kaditi pri 7 letih. Saj sem še kakšen let prej, mogoče 6, ne vem točno. Da mi povej, kako to, da si začel pri 7 letih, to je otrok, v bistvu, to, mislim, prvi razred osnovne šole, kako to? Ne, to je bilo pred šolo. Pred šolo? Pred šolo, se ne vem točno, to sem v svoj knjigu pisal, pa ne vem točno, sem rekel 6 let ali 7, po mojem sem 6 let napisal, ampak vem, da je bilo pred šolo, no. Ja, tako je to bilo, ne, tisto, ki ne smeš, je zanimivo, ne. In... A to si kupoval cigarete ali si zavil tobak ali kaj? Ne, sej to nismo zdaj tako, da bi bilo nekaj ful redno. Prvič sem kadil, ko smo, moj oče je mu že takrat, ko sem že od mojega rojstva, je mu podjetje, včasih se je to drugače reklo, no, obrtnik je bil, te cementne izdelke je delal, betonske bloke. In jaz pa še 2 tam iz vasi, smo se eno soboto ali pa nedela je bila, vem, da ni bil deloven dan, smo se tam kar začeli, ker to se ročno takrat zlagalo, takrat ni bilo viličarjev pa teh strojev, ki so zlagali, pa roboti so danes, ne, smo to ročno zlagali in potem je oče prišel in je nam vsakmu dal 50 dinarjev. To je bil tista plav. In potem je ideja pala, da grem jaz kupiti v gostilno cigarete, spomnim se cigarete, pa bombone sem kupil, tako da to je bilo 30 dinarjev, 20 mi jih je pa še ostalo. In smo potem probali, ne. In to smo potem kadili redno en mesec, 2. Takrat je tudi oče moj še kadil, moj oče je nehal kaditi, ko sem bil jaz star 9 let. In sem tudi očetu cigarete ukradil in smo to tam pri enemu kadili na enem gospodarskem poslopju gor na podstrešju. In pol vem pa, da je ta človek, pri katerem smo kadili, pa on je bil tudi starejši. Takrat so bile te igre brez meja na televiziji, takrat v času Jugoslavije, in vem, da je za Jugoslavijo na naslednjih teh igrah brez meja je nastopil Zrenjanin in je on rekel, če bo Zrenjanin zmagal, bom nehal kaditi. In Zrenjanin je res zmagal in jaz sem bil tako razočaran, da bomo zdaj nehali kaditi, ne, ker zdaj sam pa niti nisem mogel, mislim, kam se bom skril, nekaj gor na tisti poslopje sem lahko znemušil, ker to je bilo pri njihovi bajti, tako da sem bil zelo razočaran in takrat sem nehal kaditi in nisem pol nikoli več cigareta pržgal, niti mrtvo pijan, tako da sem proti kajenju, no, tako da tudi punce nisem nikoli nobenemu, ki bi kadila, tako da zgleda sem mogel mlad probati, da mi pol naprej ni pasalo. Tle me je navdušila ena tvoja taka skromnost. Mnogi ljudje imajo želje, da bi postali vplivneži, milijonarji, ne vem kaj še. Ti si imel pa enostavno željo, da bi postal cestar, cestni delavec. Kako to? Ja, ta želja je bila, ko sem bil otrok, ne. Aha. Potem tam bom rekel, že konec osnovne šole, pa potem
srednja šola, ne, sem pa tudi jaz sanjal, da bom neki multimilionar in kaj vse bom, seveda razmišljal samo v poslu in se posla tudi zelo malo lotil. Jaz sem v prvem letniku srednje šole sem prodajal računalniške programe, to smo imeli skupaj z bratom pa še enem iz vasi in jaz sem že takrat je bil kakšen mesec, ko sem zaslužil tudi, pa ne bom pretiraval, tudi 20 povprečnih plač za tisti čas. V katerem razredu praviš to? To je bil prvi letnik srednje šole, ko sem bil še 15-16 let star. Tako da sem tudi mu jaz neke velike želje, velike načrte. Se pravi, milijonska pot se je začela zgodaj. Mislim, milijonska. No, vse mogoče so bili takrat milijoni, ko so bili dinari, ne, pa je bilo veliko nul, tako da možno, da so bili milijoni. Ne. Samo moram pa takrat vedeti, da takrat je bila povprečna plača 150 do 200 nemških mark. Ne. Jaz pa vem, da en dan je poštar prinesel za 6000 mark denarja, ki so bile odkupnine. Ampak to so se nabirala dolg časa naročila, ker nisem tistih kaset Kimu, ki smo programe gor snemali in sem potem od enega meseca vse naenkrat poslal in je potem zato toliko prišlo. No. Ker takrat je pol mama rekla, zdaj boš pa to nehal, ker nas bojo zaprli, če bo poštar tukšen denar nosil. Ne. Tako da pač takrat sem se pol pa znajdel, sem pa v posel potegnil še enega z vasi, pa smo na njegov naslov delali, tako da ni jih nobena pošta hodila. Ja. Tako da znajdljiv sem bil pa že od malega. Ja. Dajva reči nekaj o tvojih potovanjih. V kolikih državah si bil po svetu? Če veš, mogoče, če si štel. Vem, okoli 50 jih je, ali je to 50, 51, ne vem čisto točno, pa zdaj potem so še take zadeve. In katera te država najbolj navdušila, ali je to več držav? Če bi izpostavil 3, na primer. Tisti, ki me malo bolj spremljajo, vejo, da sem zelo navdušen nad Balkanom. Tako da... Katera država Balkana, mogoče posebej? Rečemo, Bosna in Hercegovina je sigurno številka 1, nasplošno. Najbrž osrednja Bosna, Sarajevo, pa mogoče Mostar, ali... Nisem jaz glih ljubitelj teh velikih mest, seveda pogledam tudi, ampak v Bosni imaš veliko lepših krajev, kot so Mostar pa Sarajevo, pa tudi Mostar pa Sarajevo so seveda vreden. Bosna ni samo Mostar in Sarajevo in je dosti drugih lepših malih. Ja. Rečemo, Lukomir mi je najbolj všeč v Bosni in Hercegovini, to je najvišje lešeča gorska vasica, naseljena. Sicer naseljena je sam polet, po zimni, je pa to res en tak čudovit kraj, ki se vsak ljubitelj narave, kar jaz sem zaljubil njega in sem bil že ne vem kolikrat, pa imam še vedno željo namen iti, ker je res fantastično. Sutjeska je tudi fantastična v Bosni in Hercegovini. Lansko leto sem bil v Nevesinju, pa sem šel potem na Veleš iz te strani. Na Veleš greš lahko z mostarske strani ali pa z te nevesinske, ampak z te nevesinske je veliko bolj zanimivo, ker imaš steno nekih 800 metrov, po ferati gor plezaš in tudi že sam, ne, če pogledaš to goro, tam z mostarske strani se lepo počasi dviguje, tle je pa čisto odsekano. Velež je gora. Ja. Jaz poznam Velež kot nogometni klub. Ja, se nogometni klub je dobil ime po tej gori Velež. Ne? Tako da je veliko lepih stvari. Višegrad mi je čudovit, tudi pot do samega Višegrada iz Sarajeva je čudovita. Tukaj reka Una je čudovita, tako da mesto Jajce je čudovito. Kar reče mesto Jajce, bolj mislim okolico, Plivsko jezero, na večjih delih, tako da ja, nisem Sarajevo pa Mostar. Tudi Hercegovina, kamor spada Mostar, mi je zelo všeč.
ampak mogoče celo bolj okolica, kot sam Mostar, čeprav tudi Mostar je tak lep, romantičen, ta star turški del, tako da se vedno rad tja vračam. Je pa zanimivo, še tam izvir reke Bune, Trnjava, Herceg Stepan, Bunski kanal, mesto Počitelj oziroma vasica, to je stara utrdba ob reki Neretvi, tako da veliko je tega lepega pa zanimivega. Kaj pa tako kakšne druge države, kontinenti? Če izvzamem Balkan, dosti časa sem govoril, da mi je bila Indonezija najljubša destinacija. Mogoče mi je zdaj Filipini, ampak to gre za nijanse. Obe dve države so fantastične. Indonezija, mogoče, no, se bi težko rekel, ne, Indonezija je pa zanimiva, ker ima več ver. Rečemo, dobro, Indonezija je drugače muslimanska država, ampak Bali je hindujski. Lombok je, mislim, Flores je krščanski, tako da tam na Sumatri imaš tudi še plemena, ki so pač v neke duhove verjamejo. Tako da je zelo raznolika, tudi narava čudovita, ampak narava je čudovita tudi na Filipinih. Nad Indonezijo sem bil malo razočaran, ker sem zadnjič bil, sem bil na otoku Lomboku, to je bilo leta 2020, in ko pridem, naslednji dan najamem skuterček, grem malo okoli, sem rekel, zdaj se grem pa malo kopat, vidim tam z enega hribčka dol v dolini, en lep zaliv, sem rekel, pa sem se grem kopat, pridem dol, noter je bilo 100 ton plastenk sigurno. Tako da te plastenke so to začele, zasvinano je ratalo, in potem sem šel z ladjico na izlet 4 dni iz Lomboka do Floresa, in to po odprtem morju plava svinjarija, ne. In to se mi je grozno zdelo, ne. In tudi na Floresu smo prišli v mesto Lamburbađo, v katerem smo bili leta 2005-2006. Iz ene vasice je to ratalo ogromna zadeva in celo na morju je gužva s tem ladjicam, toliko turizma, toliko vsega, da je mogoče zato nimam več na prvem mestu, no, se mi bolj Filipini nagibajo. Filipini so pa čudoviti, predvsem... Tako zmotam. Ja. A mogoče zaradi Filipink? Dobro, tudi Filipinke so luštne, ja, pa Belci imamo pri njih veliko šans. Vsak bel moški lahko na Filipinih 10 punc brez problem na dan dobi, ne. Tako da, tudi to je... Če ima to, ne? One, ker mislijo, da ima vsak, če si bel, ker mislijo, da imaš denar, pa sej dobro, sej če na drugega si mogel imeti za avionsko karto, ne. Čeprav ni zmeraj tako. Tam je tudi kultura malo drugačna, ne. Zdaj, dostikrat slišim, pri nas pravijo, ja, so, ne vem, je tle sam denar, so po domače povedano pleh pičke, ampak ni čisto tako. Filipinski ženski, to sem pač, jaz sem bil že 3-krat na Filipinih, naredil sem kar nekaj intervjujev z Slovenci, ki so poročene s Filipinkam, z velikim se pogovarjal, in tle v kulturi to Filipinka išče moškega, ki bo poskrbel za otroke, tako da bo varna, ne, ker menda so Filipinci moški, so bolj neresni, naredijo otroka, pa grejo, in mislim, da je na Filipinih uradno 14 milijonov mam samohranilk. In potem zgleda vidijo v tujcu neko rešitev, in tudi veliko tujcev tam živi, ki imajo tudi 30, 40 in celo 50 let mlajše Filipinke, in so videti vsi zelo zadovoljni. In večinoma tujcev, ki gre dol iskat Filipinko, ne grejo to na seks turizem, ampak najdejo pač resno zvezo. Jaz, ko sem te intervjuje malo ven dajal, pa tudi govoril o tem, pa pisal, me zdaj zelo veliko moških slovenskih kontaktira,
tam starih od 45 let plus ali pa rečemo od 40 plus, ki pač tukaj v Sloveniji jim ni uspelo ženske najdeti. Zdaj pa seveda, ki je pa star 50 let, je pa še toliko težje dobiti eno, da bi mu znal otroka, ne, ker mora biti toliko mlajša. Ne. Zdaj on, če išče svoj letnik, že ne gre več, ne, zaradi bioloških stvari. Ne. In so pa Filipini dobra rešitev, ker tam jo bo pa brez težav dobil. In te ženske, če ti normalno z njo delaš, znajo biti zelo dobre žene, zelo dobre mame, poštene, ne varajo, seveda ne čisto vse. Moj prijatelj Aleksandar, ki sem ga tudi so intervjuji na mojem YouTube kanalu z njemu, on je dobil res tako dobro ženo, da bi jo vsak hotel imeti. On, ki je v to zvezo šel, sem ga jaz, so se midva spoznala, bil je en let z njo mogoče. In mi jo je zmeraj hvalil. Sem si mislil, hvališ jo, ne tako, kot vsak svojo hvali. Ne, verjel mu nisem pa nič. Dokler 2019 nisem šel k njemu, pa sem tam bil 14 dni, zdaj bil sem eno sobo, sem si najel 100 metrov stran od njegovega doma. In je ona tam kuhala, zna kuhati slovensko, super. In ona tudi ni ena tistih, ki bi ga imela zaradi denarja, pa da bi si zdaj vse živo želela, kaj ji more kupiti. Ona njega bremza, on je bil tak zapravljiv, ona ga pa bremza pri zapravljanju. In nikoli nam pozabil, kaj je ona najbolj vtis name naredila. Ona je meni že 2 dni kuhala, ne, sem bil tam na večerji kosilu. 3 dan sem pa rekel temu Aleksandru, sem rekel, so šla malo okoli, sem rekel, Aleksandr, danes pa jaz nekam vam povabim jest, ker mi je tvoja žena že itak zdaj 2-krat, 3-krat skuhala, sem zdaj pa jaz na vrst, da malo počastim. In mi je prej razlagal, da je tam ena restauracija, ki ima en Korejc in da je tam najboljši. In sem rekel, k Korejcu bomo šli, ampak to najboljši, pa najdražji seveda, ampak to tam najdražji pomeni še zmeraj 3-krat cenejši, kot pri nas, ne, ker na Filipinih se naješ tudi za 2-3 evre, ne. No in pol midva prideva k njemu domov, žena je bila not v bajti in on gre not v bajti in slišim prav, Tomaž je povabil, gremo k Korejcu. Pa prav ona, pa ne k Korejcu, tam je najdražji. Se pravi, je bilo mar za moj denar, ki nisem nič, ne, tako da ona sploh ni neka, tako kot si kdo predstavlja, da ga je ona vzela za to, da bo njegov denar zapravljala. Ne? In najbolj pametni so, to je toliko negativnih komentarjev pri teh zadevi, najbolj pametni so tisti, ki sploh ne vejo, kje so Filipini, ne? Ampak vse vejo. Tako, mogoče vejo s prstom po zemljevidu. Tudi tisti ne vejo. Ne? Tudi tisti ne vejo. Ne? Posebno so slabe vole kakšne samske ženske, ki vidijo malo konkurence, zdaj bojo pa slovenski moški hodili na Filipine. Ampak lejte, vsak po svoje išče rešitve. Slovenke hodijo po Egipt, pa Maroko, pa še kam drugam, tudi si umisliti. Tako da to sem bil tudi... Sam sem spoznal eno starejšo gospo Slovenko v Egiptu, me ena kavica povabila, pa je povedala, da pač je tam umislila enega mlajšega Egipčana, pa se imate oba dva fino. Tako da ne vidim tle nobenega problema, niti za moške, niti za ženske. Navdihujoče. Ja. Tako je, je pa zanimiva še ena zadeva, mogoče, če sem povem v parih stavkih. Tam na tistem otoku Kamotes, ki ta Aleksandar je tudi še en Slovenc živel in je imel en tak velik resort. In sem k njemu še ne 2-krat jest in on je bil star 65 let ali pa 60 siguren, ne vem, nočem ga niti pomlajšati, niti starejšega narediti. Med 60 in 65 let je bil star, sicer za svoje leta dobro zgledal. Je mu ženo staro tam okoli 21 let in je bila noseča že. Je bil pa prej z eno drugo poročen in tudi otroka je mu.
In ta nova žena je za unga prejšnjega otroka skrbela kar za tega, zelo lušna je bila, zmeraj je nekaj pospravljala, ko sem midva tam sedela in me enkrat prav, Tomaž, lej, kakšno fino ženo sem dobil. Sem rekel, res opazujem, res sem rekel, da mi ti meni povej, kako si pa to dobil. Je rekel, čisto enostavno. Je rekel, na tržnico sem šel in sem jo videl, da prodaja zelenjavo in mi je bila všeč, ta prvič mi je bila všeč, pa tudi videl sem, da je tako delovna, sem takoj ocenil. Je rekel, in ko sem naslednjič šel, sem šel do nje, sem ji rekel, bi se ti poročila z menoj, jaz iščem ženo za resno zvezo, če si zato na tle mojo vizitko, pa me poklič. Po ene 3 dneh je SMS poslala, po sta se 3 dni SMS-e pošiljala, po sta se malo po telefonu slišala, pol je pa na večerjo povabil seveda v svoj resort in je bila zadeva rešena. Ampak ni treba, da imaš resort. Te punce res, mislim... So skromne? Ne skromne, ampak res tujca iščejo, ne, kar malo obsedene so z njim, verjetno smo jim tudi na izgled všeč. Tako kot Slovenke ene si neizmerno želijo črnca imeti. Ne? In tako zgleda je pa tudi tukaj podobno. Čeprav zdaj, mogoče na Filipinih to nisem pazil, da bi mi kdaj meni kera rekla, kako sem lep, ne? Ampak se pa spomnim, ko sem bil v Venezueli, tam je pa vsaj 20 žensk reklo, kako sem lep, ne. Ampak zdaj, verjetno sem bil lep, zato ker sem bil jim lep, zato ker sem jim bil drugačen, ne. Lepota je relativna stvar. Ja, in mogoče pač so Filipinkam so všeč belci. Ne vem, tudi Indija, ne, v Indiji... No, to me zanima, Indija. V Indiji si ti bolj car, bolj si belopolt, bolj si car, ne. In seveda tam tudi Indike se soncu ful skrivajo, ker da niso pol še bolj temne, ne. In verjetno si Indika tudi želi imeti otroka za enem, ki je belopolt, ne, da bo otrok ne bo tukaj teman, ne. Tako da... Kje si pa bil v Indiji, na primer? Jaz sem bil če lahko povem, v Madrasu, današnjem Čenaju, Pondičeri, Mumbai, Čenaj pa Pondičeri sta vzhodna Indija, Mumbai je zahodna. To si bil tam? Ne, v Bombaju nisem bil, v Madrasu sem bil. Sicer veliko mesto, tako da tudi če me kaj vprašaš, ko sem tam videl, se niti ne spomnim, ker verjetno smo sam češli ali mogoče en dan spali ali kakorkoli. Drugače sem pa... Najbrž Goa? Ne, prvič, dvakrat sem bil v Indiji. Prvič, ko sem šel, mislim, da je bilo leta 2001, sem bil v Delhi, smo leteli in smo potem šli gor v Himalajo, Manali, in tam smo imeli neki izlet po teh hribih, 5 dni smo enega džipa najeli, potem iz tam Manalija smo šli v to Dharamsalo, tle, ko živi ta Dalai Lama. S tem imam slabe spomine, ker sem zbolel, pa še to se mi naredilo v avtobusu, je zgleda voda puščala in sem čisto samo krov ruzaku. Tako da je bilo znort. Po tej Dharamsali nikoli ni bilo 100 metrov vidljivosti, ne zbrav, imam sam meglo v spominu. Potem smo šli pa v Amritsar, v državi Pandžab, na meji z Pakistanom, to mi je bilo fantastično, tukaj živijo te Siki. S turbanom tistim, ne? Ja, turbanom, oni se nič ne strižejo, nikoli ne lac, ne brade, ne nič. Potem imajo prstan, pa nož. Zakaj pa nož? Ne vem, zakaj ga imajo, ampak vsak ima nož. Nož, prstan, pa to, da se nikoli turban, pa nikoli si brade, pa to je za njih značilno. Potem smo šli v Jaipur, pa Jaisalmer, je tam to en puščavska vasica. Rajasthan? Rajasthan, ja. Potem smo šli pa v Varanasi,
pa nazaj v Delhi, pa domov. To je bil prvič, drugič po tej državi Kerala, malo ob morju, se pa ne vem, zakaj se ne spomnim dobro imen. Zanimivo, pa sem bil kasneje 5 let, ne. Pa se slabše spomnim, kot pa ono, ko sem bil 5 let prej, ne, tako da... Lepe izkušnje. Zdaj me pa zanima v bistvu čisto nekaj drugega. Kako ti je uspelo izpeljati 2 milijona evrov vreden projekt, čeprav si imel v žepu samo 2000 evrov? To se zdi, tako sliši, skoraj nemogoče. To mi je ravno par dni nazaj ena gospa napisala komentar, da nategujem ljudi, ker imam članek na svojem blogu s tem naslovom. To je moje prvo poglavje v knjigi. Prvo zato, ker sem hotel, naslov moje knjige Vse se da, če se hoče, in sem hotel ljudem povedati, mislim dokazati. Če te lahko prekinem, lahko pokaževa tvojo knjigo. Z veseljem. Kdor hoče, si lahko naroči knjigo, ki je pri tebi. Pri meni, ja. Napiše v knjigarnah, ni, lahko napiše v Google Vse se da, če se hoče, pa prvi zadetek ven vrže. Ta projekt jaz sem sanjal, ko sem bil star 19 let, sem sanjal, da bom imel svojo diskoteko. Zakaj sem to sanjal? Zato, da bom za punce majčkeno bolj aktualen, ker jaz sem bil za punce v osnovni pa srednji šoli zelo, zelo nezanimiv. Ne samo, da sem bil zelo nezanimiv, tudi tiste, ki so mi bile všeč, so se tudi norce delale z mene, tako da sem imel kar neke travme okoli tega. In to je bila v meni taka goreča želja to spremeniti, da enkrat bom pa tudi jaz za punce interesanten. In ena od idej je tudi bila, da bi imel diskoteko, ne. In jaz sem to sanjal že pri 19. letu. Potem sem šel v vojsko in vem, v vojski sem zbolel, sem bil v bolnici en mesec in sem načrt diskoteke že risal, kakšna bo. Napisal sem si tudi načrt, kako bom za to diskoteko zaslužil denar, ne. In ja, jaz sem takrat imel, mislim, to 2 milijona evrov projekt, ni takrat diskoteko 2 milijona stala, takrat niti evrov še ni bilo, ampak je pa stala, če bi jo danes tako naredil, mislim, to, kar sem denarja dal, je, bi rekel, ekvivalentno temu, kot danes 2 milijona evrov. Ne. V smislu, če bi jo prodal, bi takrat lahko dobil za njo 2 milijona evrov? Ne, če bi jo takrat prodal, bi za njo dobil, ne vem, 1,5 milijona mark, ne, ampak to je bilo leta 96, sem jo odprl, ne. Pač inflacija je, ne, včasih se še, ko so bili tolarji, preden je šlo v evre, je bila kava 50 dinarjev, ne, zaprav je bila kava 20 centov, tako rekoč, ne, danes je pa 2 evra, zaprav, daj smo evro dubl, 2,5, se pravi, je šlo v 20 letih. 2,7, mislim, da. 2,7, no, je šlo manj kot v 20 letih, je šla cena kave z 10-krat gor, ne, če tako pogledamo, ne. Tako da zdaj to pač na tak način računam. Razumem, ja. No in v bistvu to so bile čist nemogoče sanje, ne. Takrat je bilo 100,000 mark, tolikšen denar, da si to ne za predstavljati. Takrat so bile plače 300 mark, no ne, so bile ne. 400, 500 mark. 500, ajde. Takrat so bile glih Markovičeve marke prišle, tako da takrat je kar malo se, bi rekel, plača višja ratela v markah. Je bilo nepredstavljivo, ampak jaz sem to sanjal in verjel in speljal ta projekt, čeprav čisto zakreditiral in sebe in starše. In milijon še drugih problemov je bilo, zadovoljeni, s tem, da sem mu na začetku premalo parkir placa. Ampak se je kar pol pojavila, tam je bila še ena parcela, pa sem jo v najem vzel, kasneje tudi kupil. V glavnem, vse se je rešilo in v bistvu tako neverjetne sanje, ki bi vsak, če bi 100 ljudi, vse sploh nisem za te sanje, noben mu pripovedoval, ker če bi to 100 povedal, bi vseh 100 reklo, ne sanjaj, nisi normalen, to ne moreš speljati, ne.
Tako da to je bil ta moj projekt, ki Vse se da, če se hoče. tako sem ga speljal in sem ponosen na to. In moja diskoteka Afrika se imenovala, je bila znana po celi Sem bil Sloveniji. enkrat. Si bil. Ja, ampak Kako je bilo? je bilo polno in te nisem videl in prepoznal, nisem videl. Ampak ja, je bilo, mislim, žurersko. Je bilo, ampak je pa to drugače zgrešen projekt, ker s tem nisem nič zaslužil, ampak hvala Bogu sem kredite poplačal, ker marsikateri lastniki diskotek so ostali čist brez vsega. Jaz, hvala Bogu, do tega ni prišlo. Tudi na poslovnem področju sem zato zaostal, ne? Ker bi jaz delal neki drug posel, rečemo takega danes, ne? Se pravi, se veliko več naučim, srečujem neke pametne ljudi, od katerih se tudi učim. Tam za šankom v diskoteki smo se ponovadi pa o ženskah pogovarjali, ne? V papilga, ne? Tako da je tudi en izgubljen čas bil, ne? Pa tudi koliko problemov sem imel, ne? Se to v knjigi vse opisujem, ne? Jaz tam na ven sem zgledal hud frajer, pri 26 odprl tako diskoteko, ki je poznala cela Slovenija, ampak koliko sem pa jaz imel problemov, s kakšnim problemom vse sem se ukvarjal. Tako da rečem, če me bi zdajle pri mojih 54 dal za en teden v tisti čas, me siguren infarkt zadene ali šel pa samomor delati ali pa ne vem kaj, ker je to ne zdržati. To lahko sem, ko si mlad pa malo neumen, zdržiš vse, kar sem mogel jaz zdržati. Ne? Tudi malo kdo bi to zdržal, se upam trditi. Greva na malo bolj, bi rekel, sočne in občutljive tematike. Ja. V knjigi si napisal, da si brutalno pretepel svojo punco. Ja, sem. Kaj to pomeni brutalno? In kako to, da si se upal to napisati v knjigi? Ja, brutalno, ne. Mogla je poiskati zdravniško pomoč, mislim, mogla. Pač imela je modrice. A to si v plastmi? Ne, ni bilo s plastmi, ampak vse, če klafuta dosti pade, na ženske hiter modrica, ne. To sem v knjigi čisto podrobno napisal. Zakaj sem napisal? Zato, ker je to del mene in ne vidim nič slabega, če sem to napisal. To sem tudi v končni fazi priznal. Bolj slabo bi bilo, če bi v svoji knjigi napisal sem une lepe stvari, ki sem jih naredil v življenju, te slabe pa spustil. Napisal sem pa tudi zato, da ta članek mogoče komu pomaga, ne, kakšnemu mlademu fantu, ker jaz potem jasno napišem, da je to sramota, da sem to naredil. Bil sem popolnoma nemočen, zato sem to naredil. Dobro, ta punca z enim drugim tipom je bila. No, brutalno v bistvu, kako, če se to da opisati ali ne. Kaj, kako sem brutalno pretel? Ja. Jaz sem rekel, pač klaftal sem jo, ampak so bile močne klafute, ne? Tako da je bila črna. No in sporočilo tega poglavja v moji knjigi je mladem fantom, pa tudi unem starejšem, ne, da punce tepejo slabiči, če si ti frajer, ti ni treba punco tepsti. Če bi jaz bil takrat frajer, bi ji rekel, ti, lej, midva sva zaključila, za takmu, ki sem jaz te lahko žal, ne boš ga več dobila, in bi se obrnil, pa šel, pa nikoli več je pogledal.
In mogoče še nekaj povem, ne, pravi tiska enkrat udar žensko, da bo zmran žensko tepu. To se je naredilo pred več kot 30 letem, ali pa rečemo okoli 30 let nazaj. In meni na misel ni prišlo, da bi še kdaj žensko udaril. Če me kdo uči za besedo, držal. Sem tudi v knjigo pisal, da enkrat sem eno Romkinjo v diskoteki, ki je flašo vame vrgla, sem jo recunil. Pa enkrat sem se tudi z Romi stepil v Murski Soboti, sem jo pa hotel udariti, pa nikako ni šlo. To je tu pisano noter, tako da. Ampak to je čist druga zadeva, ne? Ampak drugače. Nasilje tukaj ni rešitev niti približno. Če prideš ti z eno žensko tukaj daleč, da bi jo mogel udariti, mislim, tudi karkoli hudega ti naredila, to pomeni, da vidva itak nisi za skrb in samo reči hvala Bogu, da vidim, kakšna si, pa bez stran, pa je stvar rešena. Ne, tako da. No, v bistvu sem te mislil vprašati, a misliš, da bi te katera hotela, katera po tem dejanju, ampak ne rabim te to vprašati, ker si povedal pač, da si se oziroma spremenil in da priznaš, da je to v bistvu bila napaka. Mislim, v Trebnjem so takrat vsi vedeli, da sem jaz to punco pretepil, ker takrat pa nisem bil več tist neroden Tomaž Gorec za punce, ampak sem bil kar, bom rekel, neka velika Kazanova. In so to vsi vedeli, vsi so se o tem pogovarjali in so vse punce, ki sem jih pol še mu vedele, da sem uno pretepil, ampak ni nobeno to motilo. Čeprav, če bi jaz punca bil, ja, bi me motilo, ampak druge pa ni, tako da nisem zaradi tega imel nobenih problemov. No ja, sem imel sodnika za prekrške, pa vse. In sem sodnici povedal točno, kako je bilo in me je tudi sodnica nekako zastopila, da mi je dala najbolj minimalno kazen, kar mi jo je lahko dala po zakonu. Zanimivo pa, da ljudje so pa vsi rekli, da sem prav naredil, čeprav prav nisem naredil. Mogoče se je zaslužila, Zaslužila si je, sam ne zagovarjam, da je moraš tepsti, ampak ne, jaz tudi nikoli ne bi nobeni ženski zameril, da jo imam, pa mi reče tile, v drugega sem se zaljubila, končano. Ampak da ti pa takrat, ko si ti z njo, se že z enem drugem dobiva, mislim, to pa moraš zameriti, ne. To pa ni spremljivo, niti moralno, niti... Ni, čeprav, mislim... Čeprav se dogaja veliko. Dogaja se, čeprav, mislim, verjeten je velik problem še, če je to, imaš ti žensko, pa da ima otroke, da imaš otroke z njo, pa enega drugega dobi, ne, pa se ti že cela vas smeje, vsi vejo, sem še ti, ne. Mislim, to je pa res grdo, ampak ja, se dogaja. Kaj si pa naredil, da ti je grozilo 7 let zapora? Ne vem, če mi je glih grozilo 7 let zapora, ampak v tistem trenutku sem bil prepričan, da me lahko za 7 let zaprejo. Jaz živim tam v eni vasi, Šentlovrenc se imenuje, in smo imeli 2 kilometra stran romsko naselje in so nas Romi ko sem bil otrok, maltretirali. Mogel sem jim tudi za denar so mi izsiljevali in tako naprej. In glih, ko sem bil star 18 let, pa še kakšen dan, sem jim šel avto zažgati. To je bil en star Herbie, ki je škoda avtomobila. Ja, in potem je to policija raziskvala in en z vsi mi je rekel, veš, zato se dobi 7 let zapora. In jaz sem takrat to verjel in bil eno leto zelo v strahu, kaj bo iz tega. Potem sem pa enkrat za mizo smo sedeli, fantje iz vasi,
In se pa en začel hvaliti, kako je on ta avto zažgal. Takrat mi je pa odleglo, sem pa tudi jaz malo okoli govoril, da je on avto zažgal. Ne. Tako da, čeprav 7 let verjetno ni bilo, ampak jaz sem takrat verjel, da je 7 let. In sem si glih rekel, evo, glih 18 let sem star, ker takrat tista leta od 15, sem si rekel, sam da bom enkrat 18, naredim izpit za avto, bo takrat življenje veliko lepše. Ampak, no in jaz pa glih, ta lepo me je čakalo, zdaj pa zapr mogoče za 7 let. Tako sem razmišljal in sem bil kar živčen, če sem iskren. No. Da ne govorim, koliko je bil pol oče živčen, ki je izvedel čez pol leta, ko je sestra povedala. Je bil tudi čist v šoku in se pol leta ni z mano pogovarjal. Kar je tudi malo logično. No, tako da. Prebral sem, da so te 3 punce obtožile posilstva. Ko človek tu sliši, si reče, da nekaj najbrž je na tem. Ne bi rekel, če bi te ena obtožila, ampak 3. Lahko to malo komentiraš. Ja, verjetno se res tako sliš, ker nisi prvi, ki je to rekel, ne? Tudi komentarji na socialnih omrežjih, ne? Da nekaj pa že mora biti na tem. Zdaj, prva me je obtožila, da sem jo hotel posiliti čist na tako otročji način. Jaz sem bil takrat star 16 let, po mojem. In je bilo to čisto otročje. Jaz sem bil takrat tako sramežljiv, jaz se punce še dotakniti nisem upal. Jaz se s puncem še pogovarjati nisem upal. In ona je pač v iskanju svoje pozornosti, nekje tam v družbi rekla, me je hotel posiliti. Ona ni vedela, da jaz to slišim in tudi nisem nobenemu omenil, samo mene je bilo to potem, to se je pri tabornikih zgodilo, ker sem bil tabornik in sem bil zelo, ta taborniki so mi veliko pomenili, ampak potem na vsa ta srečanja, ki sem hodil in pohode in morja, mi je bilo to malo zaradi tega pokvarjeno, ker se bal, da bo spet to kaj izpostavila. Tudi potem nekaj ti kakšna punca všeč, že tako se nisem nič upal, pol se pa sploh še nisem upal. Ta drugič je bilo, sem z eno bil, pa se je bala, da je noseča, pa je od brata punca vprašala, kako to preveri. In ona je pa bratu povedala, je pa brat na nos noro in se je pa ona zlagala, da je bilo pa nasilo. Pol so me zaradi tega tudi počakali nekje, me dobili mrtvo pijanga in me pretepili, 5 jih je bilo, tudi zelo fair, ne fair so me pretepili, ker sem šel na WC, sem že na pisoarju opravljal malo potrebo in je že padati po meni prišlo. Vse tukaj bi bili frajerji, pa bi rekli, dej, pospravil si ga noter, zdaj se pa bomo, ne, pa mrtvo sem bil pijen. No, ampak ta brat me je potem čez 2 dni poklical in sem mi upravičil, da ga je sestra nasrala. Ta tretja zadeva je pa tudi bila čisto smešna, je bila pa pač bivša punca, s kateri sem rihtal mojega prijatelja, je prišla do mene v diskoteki, pa je rekla, ko mi to budalo rihtaš, jaz tebe hočem. Jaz sem pa takrat z eno prijateljico hodil in sva pol šla. No in to je bil en najboljših seksov v mojem življenju, če sem čisto iskren, ki je trajalo, ne. Ampak moram pa prvič povedati, to je bila njena pobuda, da smo to toliko cajta. To sva kar dolgo cajta vse skupaj počela. Pol ure? Ne, je šlo 3, 4, 5 ur. To je bila ona skozi pobudnica, ne. No in pol je tej moji punci rekla, da sem jo najbrž posilil, da se nič ne spomnim, da je bila pijana, da si pa mislil, da je nekaj bilo, zato ker je imela majico narobe oblečeno drug dan. Ne.
Ampak, mislim, ona je mogoče eno pivo spila tisti večer, če ga je, pijana ni bila, nič že takrat, ko sva šla, ni bila videti pijana, vidno niti približno, ne. Sva po 5 ur seks, ali pa rečemo 4, da ne pretiravam, bi se pa tudi tistega pira, če ga je enega spila čist trezenla, tako da to je bila čist absolutno laž, ne, tako da na tem ni čist nič, če bi bilo karkoli na tem, verjetno tudi ne bi pisal o tem, bi bil raj čist tih. Tako da so pa to zanimive zgodbe, zato sem jih dal v knjigo in takrat so bili sicer drugačni časi, ne. Če bi danes bilo vse točno tako, takrat danes bi ga na J. To bi mediji začeli pisati, pa tako naprej, ne. In verjeten, mene ne bi sploh noben nič vprašal, bi vsi sem pisali, da Tomaž Gorec se sum, da je poselil tam eno punco. In tudi danes takole, ko vidim te mlade fante, ki so eni kar prestrašeni, mislim, se zabit, ne. Poslušam, gdje kakšne tam, enkrat sem kelnerce poslušal v enem lokalu, ne. Jo, pa ta me nadleguje, pa on me nadleguje. Mislim, kaj te nadleguje? Ponud ti reče, kaj boš spila, da te on časti in ona to vzame za neko hudo nadlegovanje. Seveda malo se tudi napihne, ki je bolj interesantno. Ja, živimo v svobodi, ne? Ne vem, kako bi rekel, ampak za današnje fante je mnogo težji, kakor je bilo včasih, pa ne, da jaz zagovarjam kakršenkoli nasilje nad žensko, ali pa Bog ne dej, da bi kaj nasilo, ne, ampak ne vem, to, da pa žensko usvajaš, pa ne vidim čist nič sporenega, ne. Pa tudi, če mogoče malo pokaže, da ni zainteresirana. Ker ženska se v naših časih je bilo tako. Ženska je zaradi tega mogla na začetku pokazati, da je nezainteresirana. Če je kar takoj bila za, potem je to že meni kot moškemu bilo malo sumljivo, ne? Da je pa kar do vsacga tacka, ne? Tako da najbolj sem cenil tisto, kar sem jo težko dobil in je bilo treba kar ustrajen biti po telefonu klicati, ne, počasno ni bilo SMS sporočil, sem mogel domov na stacionarno številko klicati, ker se je mama oglasila, pa sem mogel na telefonsko dobiti, ne, tako da... Ja, mogoče dan sporno, če moški žensko osvaja, ni pa sporno, če moški moškega osvaja. Mogoče živimo v takem svetu. Če se malo pohecam. Kako je pri moških, ne vem. Domnevam, mislim, glede na to govorice in tako naprej in razne... Se pa spomnim enkrat ene stvari iz diskoteke moje, ko je ena punca šla ven iz WC-ja in jo je en tip ustavil, pa nekaj govoril, seveda nisem slišal kaj, jaz sem to na ene 5 do 10 metrov opazoval. Opazoval sem zato, ker sem že razmišljal, da bi radarja poklical, ker sem videl, da una punca hoče naprej, tam bila še ograja in je on takole za ograjo roko dal, tako da je no pa mu, bi rekel, dobesedno ujeto. In ona dva tam ene 5 minut se to pogovarjala. Ona že ne parkrat ga je za roko udrinila, da hoče iti. Ampak on jo ni pustil, ne. Tok ni bilo še, da bi jaz radarja poklical, sem rekel, pustim, da vidim, ne. Mislim, pustim, sej še ni, ne. No in on je nekaj govoril in pa ona se malo smejati začne, pa pa tret. Pol je on že, pol jo ni bilo več interes, da gre stran, je že čist
se hotela z njim pogovarjati. Pol je on začel, da je bo objel, se je še mal branila, ampak samo 2-3 minute. No, potem na koncu ga je pa že ona objemala in na koncu sta šla iz diskoteke ven, k sveže zaljubljen par, ne. Tako da, in tle ne vidim, jaz v takem primeru ne vidim absolutno nič sporenega. Seveda, nič pa nasilo, ne vem, kako bi rekel. Ne, tako. Vidim, da si kar precej aktiven na svojih socialnih omrežjih glede komentarjev, da se trudiš odgovoriti vsakemu v bistvu, kar mi je všeč. Zdaj, ne vem, če bi te to vprašal, en naš skupni prijatelj je rekel, da je vprašal Tomaža, tako da bom kar prebral v bistvu. Kar nimam jaz nobenih problemov odgovarjati. V bistvu, v enem tvojem videu opisuješ komentar ene, ne vem, kako bi jo jaz poimenoval, v najbolj blagem pomenu neke egoistke, ki ti je rekla, da si tako grd, da ne bi niti kamna vrgla vate. V bistvu vidim, da se dobro spopadaš s takimi komentarji in bom rekel, s pakami od ljudi. Kako ti to uspe? Vidim, večinoma ljudi vse to niti ne razume najboljš. Ne? Jaz priznam, 10 let nazaj me je nek negativen komentar tako prizadel, ne da mi pokvaril dan, pokvaril mi teden, mogoče celo mesec. Leta 2014 ali pa 2015 je bilo, sem mu razpis za neko sansko službo, ker sem nekoga vzel na Filipine in mu tudi vse častil. Plus še plačanje dobil za to. In je nekdo napisal, en iz Maribora, vem, da je bil, napisal, da nategujem ljudi. Mene je to tako prizadelo, da sem se mislil v avto usest, zapeljati do njega in ga mečkam za ušesa. Zdaj pa, ne, tudi včeraj sem en tak video posnel, komentar na en grd komentar. Sem videl, ja. In mi ljudje na zasebno pišejo, da ne se sekirati, da ljudje so žleht, pa to. Jaz ne vem, kje to ljudje vidijo, da se sekiram. Jaz to sam izkoristim. Jaz tako na najlažji način pridem do dobre vsebine, človeku postavim ogledalo, ljudje to radi gledajo in mislim, da se ljudje tudi lahko nekaj iz tega naučijo. Sam pa nimaš problemov s tem, te to ne prizadene, ne? No, ko mi ta napisala, da sem tako grd, da ne bi kamna v mene videla, sem rekel, wow, kako je dobro napisala. In jaz sem potem šel članek napisati, ga objavil na blogu in to sem uporabil za naslov. Mi je dala vrhunsko idejo za naslov. To je bilo ena ženska, je napisala, je objavila sliko mene pa Romana Vodeba in vprašala, če bi katera ženska slučajno kdaj imela tuk slab trenutek, da bi šla s kakšnemu takmu, kot sem jaz, ali pa Roman Vodeb. Ne. In to, ne, tisti čredni nagon, ona je vzpodbudo dala in potem so se ženske razpisale dol. In so kar malo tekmovale, kjer bo grši komentar napisala, koliko sem midva grda. Pa so bile te ženske lepe po tvojem? Ne, sem tam napisal, za večinoma tistih žensk sem jaz Brad Pitt in George Clooney v enem. In čudem se lahko sam tem ženskam samozavesti, ker ene pa so bile, jaz nikoli nobenega ne žalim, da bi komu rekel, da je grd, če pa on reče, da sem jaz grd, pa če on do mene sramen, si pa tudi jaz pravico vzamem nazaj, da sem jaz še bolj grd. In te babe so bile ene res nagravžno grde, bom kar tako povedal. In se čudem, od kjem samozavest, da meni
To po mojem ni, tako po mojem občutku, ni samozavest, je po moje pomanjkanje samozavesti. V končni fazi, ker samozavesten človek ne bo to rekel. Ne čut potrebe, da bi nekoga poniževal. Napisal. Ja, in en, ki je zelo lep, ki se zaveda tega, da je lep, postaven, on ne bo enemu rekel, da je on smotan. Ne? In zanimivo, ne, o tem sem pol napisal članek in ga objavil na svojem blogu. To bo en najbolj branih člankov, siguren. Zanimivo. Ženske, dve so bile, ki so mi preko zasebnih sporočil že več let pisale same pozitivne komentarje, hotele biti z mano, prijateljce, mogoče me celo malo osvojale, so se me tle pa prvoščile. Ne vem, so zgleda tu glupe, da so mislili, da ne bom jaz to videl. To sem tudi vse napisal, print screene objavil, pa tako naprej. Noter je pa tudi ena bila, ki me je pa ene 5 let nazaj, bom rekel, ene 2 meseca je bilo obdobje, me je v komentarjih vidno osvajala. Mislim, ne osvajala, ker direktno je napisala, da midva bi bila za skupaj. No, zdaj sem bil pa najbolj grd. Ampak ne pa v tem članku nisem omenil, zato ker od 5 let nazaj komentarje pa res ne morem najdeti, ne. In zdaj, če nisem v nekega dokaza, pač nisem šel to pisati, ne. Ampak zanimivo, ne, kakšna hinavščina. Tam mi v zasebno sporočilo piše, kako sem super in in sploh me samo hvali, tam nekje me potem pa, bom rekel, me proba na vse načine užaliti, ne, ker zdaj to nekomu človeku, če boš rekel, da je grd, mislim ga, ljudje po mojem zaradi tega samomore delajo, ne. Ja, to je po mojem izraz nezadovoljstva z lastnim življenjem. Ja, in veš, kaj je bilo še zanimivo? Jaz sem iz zanimanja šel profile malo teh ljudi delati. Sem tam vse napisal, tako da gledalci, ta članek si pejte pogledati na mojem blogu. Sem vse napisal, sem vse razpisal. Na Facebooku, na YouTubeu? Ne, to je na tomašgorec.si. V Googlu pišete Tomaž Gorec prvi zadetek, to imam prav svoj blog. In neke terapevtke so mi to pisale, ki se živijo s tem, na Facebooku ponudajo to terapijo, uno terapijo. In si ne predstavljam, da take ženske pomagajo drugih ljudem, in se to so najbrž samo vklicane terapevtke, ker take ne morejo ljudem korist delati. In tudi ti, če si pač neki terapeut, ti si ne smeš dovolj, da boš nekaj takega rekel. Mogoče, ne vem, Tomaž Gorec, ki ni terapeut, če bi enemu rekel, da je grd. Ni to spremenljivo, ampak bolj, pa če bi jaz bil neki psiholog, ki bi meni ljudje na terapije hodili. Ne? Tako da v takih primerih vidiš, koliko je narod tukaj. Tako da groza in me je zanimivo to raziskati in to nimam pa čisto nobenih primerov. Meni se nasmeje, ko nekaj takega najdem. Ne? Tako da nimam problemov, niti svojo samopodobo, v končni fazi 54 let, sem že star, sem sicer samski, ampak ne iščem ženske, tako da tudi, če bi bil malo bolj smotan, mi je to čisto vseeno, ampak jaz, ko se v špegel pogledam, sem čisto zadovoljen sam s seboj. In tudi, če se primerjam iz moškem mojih let, sem čisto zadovoljen, tako da nimam čisto nobenih problemov. Važno, da si ti sam sabo zadovoljen, kakor pa, da se primerjaš po mojem. Točno to, točno to. Pred kratkim si boksal z 33 let mlajšim fantom. Te ni bilo ni strah ali si imel določene izkušnje? Ja, jaz sem borilne veščine treniral, v srednji šoli sem karate treniral in jaz sem zmeraj karkoli sem delal, sem se zadeve resno prijel
In tudi takrat sem sejal in jaz mislim, da sem bil takrat v tem stilu, ki sem jaz mu, to je bil Sankukai, karate. Vlado Paradižnik? Vlado Paradižnik je bil potem ta najbrž, lahko te zmotim, najbrž poznaš Slavka Šorotarja? Poznam, ja. Najbrž bil redar tudi v tvoji? Kron je bil redar? Ne, Slavko Šorotar je mu diskoteko Live v Domžalah. Domžalah, no, tudi ja. jaz sem pri njih treniral, ja. Vlado Paradižnik, pa Dare Kotar, mogoče. Dare Kotar, Miha Lavrič. Miha Lavrič, Bojan Puklavec. Ja. Bojan Puklavec, ja. Ja, ja. To so znani. Tako so bili kar, bom rekel, taki sposobni. Ja, jaz sem sicer prišel do plavega pasa in sem rekordno hitro prišel. Mogoče so pa celo trenirali, a si treniral v Trebnjem? V Trebnjem sem treniral. Sem pa tudi občasno šel. Pri Kastelicu? Ne, Kastelic je bil pa Ivančna Gorica. Trebnje je bil zelo majhen klub, v bistvu smo bili jaz, moj brat in moja sestra smo hodili, tako da če nas treh ne bi bilo, bi čisto propalo. Sem pa tudi, ker me je verjetno Paradižnik videl kot trenerja, sem tudi v Paradižniku hodil trenirati. Na Rudnik, ja, enkrat na teden. Možno se celo videla, pa se ne. Možno. In se veš, polagalo se je vse pasove pri Paradižniku in on je bil izredno strog, tako da ne, ker jaz vem, meni moji sošolci so potrenirali v Novem mestu, pa nimam nič proti njim, niti proti trenerjem. Ampak oni so kar po 3 mesecih so imeli že plav pas, ne. Ampak oni so bili 10-krat slabši, kot jaz. Tukaj pri Paradižniku od enega pasa naprej je bil standard bistveno višji. Tudi bili so neke omejitve, koliko hitro lahko ti potem polagaš. In jaz sem prišel rekordno hitro do plavega pasu. Tudi ocenjeval je psihofizične sposobnosti, psihične, bom rekel, ne? Koliko si reden na treningu, koliko v bistvu nekoliko si... Verjetno. Tudi potem, rečemo, če si šel v Umagu, si bil kdaj na seminarju? Sem bil. In to, če si bil v Umagu na seminarju, se te je po tistih pravilih skrajšalo, si šel lahko prej polagati pas. Tako da jaz sem na vse te načine prišel zelo hitro do plavega. Potem sem sicer vojsko šel, ko sem z vojska prišel, so me pa bolj punce zainteresirale, tako da sem nehal to. Pa še eno poškodbo sem imel tlele navikularne kosti. To sem se po enem pretepu, me pa en po tleh vrgel in sem zgleda nekako udaril nekje in navikularna kost je zelo malo prekrvavljena in se mi to zdravilo še pa še. In ven sem pol treniral in bolj sem bil na tekmovanju v Ribenci in ko se roko naprej držiš, me sem brcnil noter in me je spet na nov zabolelo in takrat sem pa nehal, sem rekel, to jaz ne morem za te roke. Pol sem pa kasneje začel kickboks trenirati, pol pa še tajski boks. Tako da neke izkušnje imam. In pol te ni bilo strah, seveda? Ne, absolutno nič. In si zmagal v tej borbi? To sem zmagal, ta prvo sem zgubil. Sem že enkrat prej. Jaz sem enkrat bil v kickboksu, sem bil drugi na nekem prvenstvu Slovenija. Mislim, to ni bil državno prvenstvo, bilo je nekih 15 klubov, pa kategorije so bile sam do 73 kg, pa nad 73 kg, ampak pa mislim, da je bilo do plavega pasa, je bila spodnja kategorija, ampak jaz sem takrat še belgam v kickboksu. No in upam se trditi, da je bilo tam 90% boljših kot jaz, ampak jaz sem bil na koncu drugi. Drugi sem bil pa zato, ker sem v glav to imel in do se da tudi z glavo narediti. Mislim, taktika, da se preveč ne zmatraš, pa dosti napako eni delajo, posebno pri kickboksu, rečemo ali pa karateju. Mislim, uporabljajo neke nožne udarce. Ti nožne udarce, če ne znaš, je bož, da jih ne. Jaz sem na kickboksu, nisem nožnega udarca uporabil, ko sem bil na tem tekmovanju. Na treniral sem 3 kombinacije in to je to. Jaz sem že takrat bil naročen leta 86, sem bil naročen na časopis Black Belt iz Amerike. Je prihajalo, sem se naročil, pa je bil takrat, so bili neki... Bill je bil... Bill Wallace.
Ja. On je tudi sam z eno nogo, nogo je treniral, nožne. Ja. In od njega sem jaz to dobil, da je treba samo par stvari natrenirati dobro, boljš, pa da vse znaš povprečno. Ne. Tako da iz tega vidika, no, se mi pa zdi, boks se mi zdi ful ok. Sicer sem ga spet nehal trenirati, ampak to je dobro za zdravje, hodim v Trebne, v Top Gym, ampak jaz treniram zunaj, ko trenirajo tajski boks. Ampak je rekel, trener, vse ti lahko sam boks treniraš. In pa tudi, ko mi sem vsi vedo, da je sam boks treniram in tudi, če drugi dela nekaj drugega, on z mano dela samo boks. Sej pri tajskem boksu je skoraj bolj pomembne ročne udarce, da imaš dobre, ne? In tudi druge nič nimajo, zato niso nič na slabšem. In je to fino, mislim, kakšna dobra rekreacija. Ne bi pa tajski boks hodil, ker tam se pa z nogam me lahko kdo v kolen, pa mi je zdaj pri 54 tam neke kite mu potrgane, pa to. Boks se mi zdi pa popolnoma nenavaren šport in mi je vrhunsko. Imamo enega skupnega prijatelja, in to je Martin Strel. Kje si njega spoznal in kdaj si ga spoznal? Martin Strel izhaja iz Trebenga, oziroma on prav iz Mokronoga. Jaz ga niti nisem poznal, tako osebno ga sploh nisem poznal. Seveda on je vedel, kdo sem jaz sem vedel, kdo je on. Sem šel na tiste sprejeme, ki je Mississippi prplaval, pa tako naprej, ne? Ampak drugače se pa nisva poznala. Letos polet sem šel na predstavitev ene knjige v Ljubljano, parkiram se na avto, men pele in vidim enega noter in rečem, Madonna, ta je pa Martinu Strelu podoben, ampak se mi je premlad zdo. Pol pa on do mene pride, pa me začne pozdravljati. Če še pogledam tako živo in rečem, prav, ko me poznaš. Sem rekel, veš, po pravici povem. Sem rekel, zdaj vem, da si Martin Strel, ampak veš, da sem te že prej, ko sem videl, sem pa grunto vesel nisi, ker si se mi mal premlad zdo na izgled. Ne? No, tam so se pol tu zmenila, da sem tisti intervju z njemu posnel. Najbolj gledan, 80,000 ogledov. Pa še všeč mi je bilo potem, ko si ga branil, pač ko je imel te negativne komentarje, si poseben video naredil, ko si ga branil. Ja, to je zanimivo, ne, koliko ljudje eno izjavo zamerja. Ne. Si tako, kot sem tistem videu povedal, ne. On se je mogel fejs matrati, da je do vsega tega prišlo. Ne ga ni nič sponzorirala država. Je sam ti denar zbiral, je hodil do ljudi, pa prosil. Ne, tako da vse te podvige, ki jih ima, pri njemu nisem podvig, da je on to fizično zmogel. On je mogel še denar zbrati. Ne, tako da zame je car. In tu zdaj, če tam pa reče, da je več kot za Slovenijo naredil, kot Dončić, je pa pač to rekel, pa zdaj, mislim, se nisi za to najslabši človek, ne? Seveda. Se pa upam trditi, da on pa za Slovenijo vse, kar dela zelo iz srca. Srcem. Mogoče več, kot vse unih, ki jih je naštel. Ne vem, ne poznam niti unih, tako da ne moram to komentirati, ampak in mislim, da je Strel oseba, ki ne zna fejkati. In je točno tak, ki je. Nemo, če bi en strokovnjak za odnose z javnostjo rekel, Martin, tu pa nikakor ne smeš reči, ne? On bi vsem rekel. On bi rekel, ja. Tako da meni so všeč taki ljudje, ki so odkriti in točno veš, kaj imaš. Danes je pa cel kup ljudi, ki rostce sadijo, polno jih je besed, da njihovo poslanstvo je narediti svet lepši, pomagati ljudem ali ne vem kaj, ali drugače so pa tako pokvarjeni. In kar je najbolj žalostno je to, da se tega niti ne zavedajo.
Če bi dal na detektor laži, pa bi rekel, a mislite, da ste vi 1% najbolj dobrih, najbolj poštenih ljudi v Sloveniji, bi on rekel ja, in detektor laži ne bi pokazal, da se je on zlagal. Ne? Tako da meni gre bolj taki na živce, kot pa Martin Strel, pa Roman Vodeb, pa podobni, ki nekateri ljudje ne marajo. Si zagovornik trdnega dela. Imaš občutek, da so danes mladi leni ali so te male škatlice, telefoni, bom rekel, ovira, da bi delali? Kaj je tvoj občutek? Jaz sem star 54 let, imam še 6 let do penzije in sem kar vesel, da se mi ta moja podjetniška pot počasi izteka, ker moram po pravici povedati, da se v današnjem svetu ne znajdem glih najboljši. Pred kratkim sem videl na Facebooku, je nekdo napisal, iščem študentsko delo in potem moji pogoji, dvopiče in cel kup pogojev. Jaz sem zmeraj doma delal pri očetu in kako so mi bili moji sošolci, sosedje, prijatelji navoščljivi, ker sem jim možnost delati. In takrat bi vsak, čeprav je bilo v firmi mojega očeta, takrat to še ni bilo vse robotizirano, tako kot je danes, to je bilo težko fizično delo. In sem delal tako, da si danes mladi tudi predstavljajo, ne. Ampak tudi vsi moji prijatelji, znanci, sošolci, oni, če bi imeli možnost priti delati, bi takoj prišli, ker takrat ni bilo dela in samo da si dobil, boš ti zdaj ene pogoje postavljal. Raj firmo zaprem, ker pa dovzamem tacga. Mislim, se mi popolnoma mislim, ampak da ne bo zdaj narobe razumeti, niso vsi taki. Imaš izjemne mlade, mi tudi na prakso jemljemo iz šol, jih te mlade in vsak 10 je super, ampak jih imaš po teh 10, jih imaš pa ne vem, 3-4 take, da točno veš, da ne bo nič z njega. Ne? Se mu že hoditi ne da. In mislim, da je to zelo slabo. Slabo tudi za te posameznike. Včasih smo mogli fejs delati in je bilo manj depresivnih ljudi. In tudi, koliko bolj uživaš ti življenje, če moraš nekaj, da dobiš, da moraš fejst pregarati. Ne rečejo, zastojno delo osvobaja. Osvobaja, sigurno osvobaja. In jaz, ko sem delal pri očetu, pa sem šel potem ob 4 popoldne, ko sem nehal, sem se šel kopati, tam ena reka je tekla, na Temeljca se je imenovala. Kaj je bilo to meni užitek, pričakovanje? Eni, ki pa niso delali, imeli so se pa dolgočasili cel dan in je bilo naveličani, zdolgočaseni. Meni je bilo pa ful ok in tudi, da je takole, ko sem delal, mislim, ko sem res delal, ko sem ob 5 zjutraj začel, pa do 10 zvečer, sem domov prišel zmatran, čist crkjen, ampak kakšen fini občutek, koliko sem pa danes naredil. Ne? Tako da, če na drugega so mladi... Losaš se te v bistvu odvečne energije, v bistvu, ne? Ne? Koliko so te mladi prekrajšani. Ne vem, zdaj, kdo je to kriv, po mojem tudi država. In zanimivo, ne, da danes posebno te iz desnih strank so tukaj proti Jugoslaviji, ne. Maj tukaj slabega zapovedati, ne. Ampak v Jugoslaviji smo govorili veliko več o dolžnostih, kot o pravicah. Danes pa samo o pravicah. Danes pa čisto vsak ve vse svoje pravice, dolžnosti pa absolutno nobene. Tako da mislim, da ne gre v ta pravo smer, jaz se s tem niti ne ukvarjam, jaz bom preživel, ne.
Pa tam poslušam neke podcaste, ki so neki mladi gosti in pravijo, ja, pravica vsakega Slovenca bi moglo biti to že kar na zdravstveno zavarovanje, da ima psihiatra. Ja, sej ni dosti psihiatrov, pa daj ti sam nekaj zase nared. Jaz, kadar imam kakšne težave, grem teč. Ponavadi je za 90% boljš, za 30% je pa zmrem. Tako da se ti sej tam izpred televizorja sprav. Ja. Pejď se na en sprehod. A ne, najbolj takoj, zdaj mi psihiater pripada. Včasih ni bilo na psihiatru, ne nič, pa fej so mogli ljudje delati. In so bili mogoče veliko. Si se sam potrudil za svoje boljše počutje v bistvu. In so bili verjetno veliko bolj zadovoljni, kot so zdaj ljudje. Eni pravijo, kako je zdaj hudo. Je Madonna tako fajn, kot je zdaj ni bilo pa še nikoli. Mislim, jaz gledam iz vidika potovanja. V Maroko lahko letalsko karto za 25 evrov kupiš. Za 25 evrov. Pa greš, včasih je bil praznik, mi smo pač, dobro, jaz sem malo bolj z bogate družine sem bil, ker je bil oče obrtnik, pa še žlahto smo imeli v Piranu, pa smo šli kdaj na obisk, pa smo se malo kopali. Mislim, se tudi drugi si niso mogli tega prvoščiti, ne? Ampak to je bil praznik, da smo šli na morje. To že, je ne vem, tam smo bili odločeni en teden prej, je mama povedala, da bomo šli, to je bil kašen vesele. Danes se pa ljudje sploh nič ne veselijo. Danes pa ne vem, če bomo, ne vem, kva prpelov niso zadovoljni. In tudi ni ok. In jaz probam živeti po načelu, mislim, da to, kar imam, je super. No, pa tudi jaz da nisi pohlepan. Ja, pa jaz sem tudi z majhnim zadovoljen. No, tudi zdaj 4. marca grem na potovanje Vietnam, Kambodžo. Tu doskrat po ljudi. Odkje te denar, ne? Ampak to ne vejo, da je to čist pocen. Jaz tam zapravim veliko manj, kot mrzdo, ko gre na Hrvaško, ne? Tam prenočišče za zajtrkom za 15 evrov. To je luksus. Imaš tudi za 3 pa 2 evra. Ne? Tako da in jaz ne potrebujem nekega preseravanja in sem zadovoljen s tem, kar imam. In kljub temu, da mi ni uspelo družine imeti pa tako naprej, ne, kar je to en minus, priznam. No, ni še pozno. Malo sem star, če smo čisto iskreni. Ne? No, danes se najdejo skupaj 60 let stari, pa tudi otroka imajo moški pri 60. Odvisno od tvoje želje, bom rekel, tvojega občutka, kaj hočeš. Ne? Mislim, možno je, ampak sem že na 20 let samski. Ne vem, kako bi se zdaj zadeva obrnila. Tudi sam je lepo. Ja, je čisto, za svojim mirom. Meni je super, tudi rečemo Vietnam, Kambodžo, grem sam za 40 dni. In sem dobil 3 ponudbe, 3 so mi pisali, če bi lahko šli z mano. Ne? En moški pa 2 ženske. In sem rekel, da tokrat ne, da si želim sam jeti, ker mi je sam zelo v redu. Ja. Če bi šel za en teden, bi mogoče vzel koga s sabo, tako pa ne. In bom čisto užival sam. Ampak ne zdaj, če bi si pa hotel neko družino ustvariti, pa prvič, čisto z vsako ne bom zadovoljen. Ni mi pri mojih letih treba nekaj trpeti. Mislim, da bom imela nekaj, ne vem, zdaj, da jaz dobim eno, ki bo denar zapravljala na polno, po mojem mnenju, za neumnosti, s tako ne moramo mi dva skupaj iti. Ali pa ena, da bi zdaj hotela potovati po hotelih, da gremo v 5 zvezdic, pa da si tam, da ležiš en teden. Mislim, sej nimam nič proti, če so ljudje taki, ne more pa to moj partner biti, tako kot jaz za nekatero ne morem biti, ne? In zdaj, če bi se hotel z neko družino ustvariti, bi hotel, da je pač taka,
da sva kompatibilna, ker to pol je tudi za otroke ok, pa tako naprej. In zdaj tudi, če eno slučajno najdem, ne morem pol, ker takoj se spraviti otroke delati, bi bilo fino se 1-3 leta skrbeti, da vidva, ali sva, Malo preveriti, ali nisva, ja. Bom pa že 60 let star. Pa tudi ne vem, kako je do otrok pošteno, da ko bom kaj puje prišel No, lahko v pa sta šolo. sama skupaj, brez otrok pač, ne? Tle se pa ne vidim, to se mi pa brez veze zdi. No. Pa ne potrebujem, sem pa toliko navajen sam biti. Poznam ljudi, ki ne more biti 5 minut bez partnerke. To je slabost, krhkost, to ni. No, Če ne moreš sam biti sabo, sam za svojim mirom ali pa za svojimi, bom rekel, temi notranjimi živalcami, kako bi rekel, slabimi mislimi, potem je to, bom rekel, odraz nemoči, čeprav tudi take ljudi razumem. No. Se strinjam s tem, že dolg časa tako mislim, ampak mogoče nisem to na glas povedal, ker nisem bil čist prepričan v te zadeve. Potem je pa enkrat to Saša Anzigler rekla to, Tomaž, da si ti takole lahko sam, ti ne veš, koliko je to vredno in kakšno je to bogatstvo. In moč, notranja moč. Ja. In je to res. In eni pravijo, mi je dolg čas. Jaz besede dolg čas ne poznam. Če bi meni bilo, ne vem, včeraj, ki je bila nedela, dolg čas, bi šel nekam, ali dobro je zima, ampak vsem bi šel nekam hoditi v hribe. V hribe ne bi šel, ker tukaj pa sem pazljiv, da me tam kašem plas, ampak en moj prijatelj je šel včeraj, je šel ke Nagače, pa je tam po Kočevskem, po tistih gozdovih hodil, po snegu. Fantastično. Če se mi to ne bi dal, bi šel knjige brati. Je toliko dobrih knjig, da če ne bi nič drugega mogel v življenju delati, bi knjige bral. Tako da ne poznam besede dolg čas in prepričan sem, da me čaka lepo življenje, kar ga še je pred menoj. Prepričan sem, da ta bolj šele prihaja in tu sem 100% prepričan, ker je toliko stvari, ki jih še želim početi, predvsem so to povezane s potovanji, tako da se veselim prihodnosti. No. Jaz čutim, da je dolg čas tistim ljudem, ki niso zadovoljni sami sabo, ki nimajo veselja v sebi. Ker potem takem oni iščejo družbo. Zakaj iščejo družbo? Ja, da bi občutili določeno zadovoljstvo. Če pa ti imaš zadoščenje sam v sebi, potem pa si zadovoljen sam s sabo, ne rabiš družbe v bistvu. Ne. Tako da mogoče zato pač nikoli ne občutiš dolg časa, ker si zadovoljen sam s seboj v bistvu. Ne. Ja, jaz sem reči zadovoljen, rečemo, to, da sem rečel na potovanjih, ne vem, en mesec sam, ne, verjeten čist nobenih problemov z domotožjem in dolg čas sem tudi zato nimam, ker potem še te videe snemam, ne, in skozi čas lovim. Saj to tudi ni dobro, ne, bi enkrat tudi, da bi bilo malo več časa, ne, pridem zvečer, jaz samo ono, ne, kar raziskujem, grem še to pogledati, še to, pridem pozno zvečer, neko sobo, hotel, kamkor, pol pa ta prvo, ki je pa še video montirati, ne. Tako da sploh ni časa za dolg čas, če smo čisto iskreni, ne. Ampak tudi drugače, bi se brez težav znajdel. Moram po pravici povedati, da rečemo to, ko sem v tujini, če nisem na Balkanu, ne, tam, ko se treba angleško pogovarjati, sem jaz mačkan, sem slab na angleščini, sicer se lahko pogovarjam, ampak jaz moram toliko misliti, jaz moram za vsako besedo, ki povem, razmišljati in če govorim v angleščini, jaz se bolj zmatram, kot pa če bi delal težak fizičen del. Ne, tako da tukaj imam problem, tako da si mogoče na potovanjih, ki je mislil, da tale ni družaben, ki se celo malo izogibam pogovorov. Seveda na Balkanu je pa drugače, pa znam in tam pa tudi ni problem, greš, če rabiš družbo, greš samo na kavo
Ta prvega, ki ga boš obgovoril, ali pa celo te bo kdo drug obgovoril. Tako da, Ja, taka odprtost. ja. Ja, Tomaž, prišla sva do konca današnje oddaje. Bilo mi je v čast, da si se odzval in upam, da so gledalci, ne upam, ampak prepričan sem, da so dobili nekaj modrosti in da so jim tvoje izkušnje prav prišle. Tako da hvala, ker si bil gost na ETV televiziji. Upam, da še kdaj prideš. Hvala za povabilo. Če boš povabil, pridem. Jaz se na vsako povabilo odzovem. En razlog je ta, da seveda tudi s tem je to neka promocija zame. Siguran me bo danes kdo videl, ki me še ni videl, pa bo šel mogoče moje videe pogledati na YouTubeu pa tako naprej, ne. Grem pa čisto vsakam, grem pa tudi tistem, ki je, ne vem, ki je 3 podcaste šele posnel, pa vem, da me tudi zato kliče, ker sem malo bolj prepoznan, pa bo dobil zato gledalce in grem tudi z veseljem, tudi če bo rad pomagam in to je en najlažji način, ki lahko pomagaš. Tudi rad debatiram, jaz to vzamem isto, kot pa če bi z enim na kavici sedel, pa se pogovarjam, ne. Tako da rad pridem in vidim, da tudi te posebno, ki so začetniki, to zelo cenijo, da sem prišel. Samo primer, pri enemu sem bil, ne, pa mi je pol povedal, rekel, veš, ali sem jih tukaj povabil, ali si se sam ti v teh malo bolj znanih odzval, ne. In jaz vem, da ta fant to ne bo nikoli pozabil. In mogoče, če bo enkrat največji podcaster v Sloveniji, mogoče čez 10, čez 20 let, bo rekel, ampak Tomaž Gorec je pa na začetku prišel. Ne. To je nesebično delo, če tako rečem. Ja, ne, in jaz vem, da to ni lahek delo in če se en matra, zakaj ne bi jaz prišel, pa še prijetno mi je to, ne. Zdaj, Ja. če bi, mislim, mene tudi, kaj jaz vabim druge, če me kdo zavrne, nisem tudi čist nič jezen. Imaš ljudi, ki bi bilo neprijetno, nekdo se ne vidi v mojih oddajah, mogoče nisem jaz všeč, mogoče mu ni koncept, kaj veš, mogoče mu kakšen moj gost ni bil všeč, pa, ker dobivam tudi to komentarje, ne, kakšen gost ni ljudem všeč in poreče, da ne bom več gledal, ne. Tako da rade vole prijem, tako da če bo povabilo, sigurno. No, še enkrat hvala za tvoj obisk. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Oddaja je na voljo tudi kot podcast Biseri modrosti za Nando na YouTubeu ETV televizije. Lep pozdrav in nasvidenje.